s ponosom in hvaležnostjo, da je slovenska odbojka praktično še vedno v stiku z svetovnim vrhom. Tako na tekmovalni kot na organizacijski ravni. Mogoče bi se dotaknil tudi nedavnih olimpijskih iger v Cortini, Milanu letos in na tem mestu tudi čestitev našim slovenskim olimpijcem za njihovo udeležbo in pa seveda za dosežke. Vsi vemo, da v športu, sploh kar se tiče olimpijskih iger, da nekako nov ciklus začne po koncu preteklih olimpijskih iger, tako je bilo tudi zdaj. Naša pot za olimpijske igre, bom rekel Los Angeles, kar je naš primarni cilj, se je začela zadnji dan olimpijskih iger v Parizu. In dejstvo pa je, da nas v to sili sistem kvalifikacij, ki je v odbojki, za nas praktično šteje vsaka tekma. Tako da vsaka tekma, vsaka točka za nas šteje in tudi s tem razlogom je vsak turnir, ki ga gostimo v Sloveniji, še bolj pomemben, da našim fantom omogočimo nastop pred domačimi igralci. Seveda, Liga prvakov kot sama po sebi je neposredno povezana za to svetovno lestvico in tudi olimpijskimi ambicijami. Trenutno je Slovenija na 6. mestu svetovne lestvice pri moških, tako da to pomeni, da ta turnir ni zgolj kot nek organizacijski projekt, ampak kar se tiče športnega dela, izjemno pomembno dogodek. Same priprave potekajo v skladu s terminskim planom, zelo dobro sodelujemo z mednarodno organizacijo, tukaj so določeni standardni postopki za organizacijo. Kar se tiče same ekipe za organizacijo, sem izredno vesel, da že vrsto let deluje enotna ekipa, ki je že uigrana. Predvsem bi se na tem mestu želel zahvaliti tudi vsem prostovoljcem, vse več jih je, vsi vemo, oni so vedno kot neka duša vsakega projekta in pa na vse zadnje zahvala gre seveda tudi vsem našim pokroviteljem in pa sponzorjem, ki omogočajo, da v bistvu izvedbo tega dogodka naredimo na tako visoki ravni. OZS je za letošnjo izvedbo turnirja uspel veliki met. Pridobili smo drugi turnir, torej tekmovanje v ugodnejšem junijskem terminu. Poleg tega pa k nam prihajajo res same vrhunske reprezentance, v kakšni meri lahko to vpliva na izvedbo turnirja. Ja, že od vsega začetka, ko smo se pogovarjali za turnir, za to 3-letno obdobje, je bila nekako naša želja, da prevzamemo drugi turnir, se pravi junijski termin. Nekako ta turnir nam seveda omogoča večji obisk gledalcev, tudi zaključek pouka je takrat v osnovnih šolah in pa v srednjih šolah in seveda je to priložnost za mlade, da si ta turnir ogledajo. Moramo vsi se zavedati, da je konkurenca med temi organizatorji izredno močna, veliko jih je, ki čakajo v vrsti za organizacijo, vendar pa smo v dialogu z mednarodno zvezo pač uspeli vsaj za leto zagotoviti junijski termin, tako da bomo letošnji turnir izvedli od 24. do 28. junija v dvorani Stožice. Lahko tudi rečem, da letos gostimo praktično najmočnejši turnir, kadarkoli v Sloveniji, vsaj kar se tiče kvalitete samih ekip. Gostili bomo aktualne svetovne prvake, Italijane, Brazilce, drugovrščene zadnjega svetovnega prvenstva Bolgare. Tu sta še Kanada, Ukrajina in pa seveda slovenska reprezentanca, kar seveda obeta res močne dvoboje in pa eno veliko priložnost za naše fante, da se izkažejo pred domačimi gledalci. Čaka nas 5 tekmovalnih dni, 12 tekem in pa od tega 4 z slovensko reprezentanco. Naši fanti bodo igrali najprej s Kanado, nato z Bolgarijo, Brazilijo in pa v nedeljo zadnji dan z Italijo. Moram povedati še en pomemben podatek, da globalno Liga narodov doseže 1,72 milijarde kumulativnih gledalcev v 80 državah, tako da ustvarja izjemno mednarodno izpostavljenost tako za vse države gostiteljice. In še mogoče raven organizacije, vemo, da je vsako leto višja, saj Mednarodna zveza postavlja nove pogoje in ves čas dviguje zahteve na različnih področjih. Po drugi strani pa je odbojkarsko dogajanje v Stožicah med slovenskimi ljubitelji športa zares dobro sprejeto.
tudi odziv sponzorjev in partnerjev je vse boljši, na čem zveza še želi delati, ki je še prostor za napredek? Dejstvo je, da vsako leto nekako nadgrajujemo to organizacijo, nekoliko nas v to silijo tudi sami pogoji, kar se tiče mednarodne zveze. Letos uvajamo nekako nadgrajen sistem osvetlitve. Jaz upam, da ne bodo gledalci preveč prestrašeni, kajti tribune bodo tudi delno zatemnjene, ampak to je nek standard zadnjih oziroma VNL-a in je običajen oziroma upeljan že po vsem svetu. Res pa, da bo to letos prvič uporabljeno v Sloveniji. Vsi vemo, da je odbojka zelo tehnološko napreden šport, vse več je teh avtomatiziranih odločitev, manj teh subjektivnih vplivov na samo igro, na potek igre in pa na končne uvrstitve. Tako da odbojka se v bistvu vse bolj uveljavlja kot eden najbolj transparentnih in pa pravičnih ekipnih iger. Poseben poudarek bomo tokrat dali na animaciji gledalcev. Moram povedati, da bomo v sredo prvi dan turnirja organizirali, ko bomo igrali z Kanado, ko bo slovenska reprezentanca igrala s Kanado, bomo organizirali poseben slovenski večer, kjer se bo dogajalo marsikaj, vsega še ta trenutek ne morem razkriti. Ključno pa je, da bomo omogočili določenim skupinam, se pravi, doslej smo že na določenih tekmah zagotavljali prosto vstop gasilcem. Tokrat bomo vključili tudi druge te, bom rekel, dežurne službe, od zdravstvenega sektorja, vojske, policije in še tako naprej. Tako da bomo tudi na ta način izrazili neko zahvalo njim, ki so marsikdaj spregledani, vendar pa v trenutkih, ko potrebujemo njihovo pomoč, seveda so neprecenljivi. Povedal bi še, da bo v dvorani vzpostavljena tudi posebna fan cona pod tribuno D, mogoče o teh podrobnostih kasneje. Ta tribuna B ostaja še vedno kot neka navijaška tribuna. Bomo pa turnir organizirali, tako kot že zadnje 2 leti, po nekih trajnostnih standardih. Moram pa reči, da je bila Slovenija v bistvu med prvimi v mednarodni zvezi, ki je te turnirje že izvajala trajnostno in temu bomo seveda tudi sledili v prihodnje. Se pravi, naš cilj je, da bo turnir ne zgolj nek vrhunski športni dogodek, ampak tudi neka celostna, pozitivna navijaška izkušnja z nekako bogatim zabavnim programom. In še samo za konec, kako pomembna je ta kontinuiteta velikih tekmovanj v Sloveniji, kaj to prinaša slovenski odbojki, pa mogoče še stopnici? Ja, kontinuiteta nekako prinaša neko stabilnost in pa rast. Seveda z organizacijo teh dogodkov v Sloveniji marsikaj vpliva na to, ima neke pozitivne učinke tako na število igralcev oziroma mladih, ki se odločajo za ta šport. Tudi v zadnjih letih opažamo nekako rast števila klubov v Sloveniji. Gre pa tudi za projekt, ki nekako Slovenijo utrjuje v svetu. Postali smo nekako stabilni in pa zaupanja vreden partner Mednarodne odbojkarske zveze, tudi Evropske zveze. To pa nas nekako tudi uvršča bok tem tradicionalnim, bom rekel, slovenskim organizatorjem, ki v Sloveniji delajo te večje dogodke. Kar se tiče vstopnic, nekako bomo ostali več ali manj cenovno v okvirih lanske sezone. Na voljo bodo 4 sektorji, vstopnice v 4 sektorjih v zelenem in rdečem ringu in pa vstopnice ob igrišču. Pa še začetek prodaje, seveda ne smemo pozabiti. Prodajo vstopnic bomo pričeli v ponedeljek, vstopnice pa bodo dostopne preko sistema Eventim. Hvala lepa zdaj. Lep pozdrav vsem skupaj. Misli danes pobegnejo, ko smo tu na tem eventu, drugače pa je res fokus na sezono, ampak danes je to tema, tako da mislim, da je Gregor zelo lepo povedal vse skupaj. Bi bilo fajn, če se promovira vse skupaj res na to temo, da je najbolj močen turnir v Sloveniji do zdaj. To ima tako eno dodatno, se mi zdi, tudi povabilo vsem gledalcem.
Drugič pa so, da smo zelo veseli, da imamo letos še v bolj ugodnem terminu ta turnir in da upamo, da bo še bolj nabito polno, ko pa je bolj zdaj in mi bomo bolj naredili vse, kar je v naših močeh, da igramo najboljšo mogočo odbojko in priborimo čim manj zmag na domačem turnirju. Kaj pa sama sezona? Spet bo naporna, spet v bistvu dolga Liga narodov, pa še evropsko prvenstvo po 5 letih. Ja, to se nič kaj ne spremeni. Vsa ta leta je že zelo podobna zgodba iz enega tekmovanja v drugo. Ta VNL so še malo bolj razvekli, ne vem, po pogovoru s komu, ampak to so tudi stvari, ko mi ne moramo vplivati, ampak smo pa toliko bolj veseli, da imamo ta drugi turnir doma in potem še enega dosti blizu v Srbiji, kar nam malo izboljša vsa potovanja in potem še Evropsko prvenstvo, kjer imamo skupino v Italiji in če je vse po pravilih, se nadaljuje vse v Italiji za nas, ja. Tako da to je vse zelo pozitivno, ampak to je res pogled daleč naprej, prvo ta turnir v Stožicah in upam, da bomo kot tiste najboljše tekme napolnili letos vse tekme. Lani je reprezentancija dobila novega selektorja, se precej pomlajena dobro znašla v Ligi narodov, na svetovnem prvenstvu ste si želeli nekoliko več, ampak na sistem dela ste zdaj že bolj ali manj vajeni, kako pa bo po vašem mnenju z ekipo, bodo morali mladi spet prevzeti še malo več odgovornosti, kot ste jo sami nekoč, oziroma v kakšno Slovenijo pričakujete v vaših očeh? Tako, ko bo stremel tamo, da se igra hitra, moderna odbojka, da kdorkoli stopi v igrišče se bori, da vse od sebe in ne glede na to, v kakšnih postavah, v kakšnih prisotnosti bo od prvega dneva pripravo, mislim, da je cilj vedno visok, za to reprezentanco standardi zelo visoki, tako da sami si želimo vsakeč, ko stopimo na igrišče, na trening, dati maksimum od sebe, posledično tudi na tekmah in kdorkoli bo dal srce. Prej ste se že malce dotaknili tega vrstnega reda turnira, pa vseeno v Ljubljani ste si že zagotovili uvrstitev v VNL, finale Evropskega prvenstva, polfinale svetovnega prvenstva, uvrstitev na olimpijske igre, lani pa tudi uvrstitev na zaključni turnir VNL. Pravi, tokrat ta turnir doma še ne bo odločilen, bo pa lepa priložnost za kakšen nov skalp, tudi svetovnih prvakov, oziroma kot je povedal že Gregor, pomembne točke za svetovno lestvico in boj za 2018. Sigurno, za nas vsako poletje so vse tekme pomembne in nekemu še bolj daljnem gledanju je sigurno to en velik cilj, ki smo že ga za zadnje olimpijske igre izpolnjevali tekmo po tekmo, tako da sigurno je to en cilj, ki želimo imeti v ozadju glave in tako ste rekli, pred domačo publiko je res nekaj fenomenalnega igrati in upam, da se bo še enkrat ustvarila taka atmosfera, ko se je na najboljših tekmah, ker pol je res mogoče vsakega problema. Hvala za enkrat, Tina. Tonček, reprezentančna sezona prinaša precej drugačen ritem, pa tudi drugačno energijo kot klubska. V preteklih letih ste bili s fanti bolj kot ne vsak na svojem koncu Evrope ali celo sveta. V tej sezoni je, saj recimo za vaju še nekatere, to nekoliko drugače, pa vseeno se že kaj veselite vrnite v slovenski dres. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, res je, kot si omenila, je mogoče letos malo drugače od prejšnjih let, glede na to, da je večina ekipe, da rekel, kar Slovenija, oziroma v ACH-ju in da rekel, da ne bo neke velike spremembe v garderobi med klubsko in reprezentančno sezono. Ampak ja, sigurno je čast igrati za reprezentanco in vemo, da z vsemi temi rezultati iz preteklosti, kaj smo naredili, se sigurno veselimo, da se vračamo. Navijače v Stožicah navdušujete res iz leta v leto in z veseljem se vračajo na tribune. In verjetno si tako kot Tine želite, da bi bile tudi letos čim bolj polne.
Kaj menite, da boste lahko ljubiteljem odbojke na tem turnirju ponudili tokrat in kaj spodbude navijačev pomeni vam v smislu ponudili? Vedno se borite, v vsako točko date vse od sebe, verjetno tudi letos ne značite. Pa sigurno, že v prejšnjih letih vedno, da se res tožice skorvedno razprodanje, mi smo res nenormalno živali in mislim, da smo tudi zadovoljili publiko. Letos pa, kot je že prej Grega omenil, je tudi animacijski program, ali kaj bi bomo rekel, malo dopolnjen in tudi konec koncev pripada ena najboljša reprezentanci na svetu in sigurno bo kvaliteta odbojke še dosti višja kot v prejšnjih letih. Zato mislim, da bodo vsi navijači, ki bodo prišli in upam, da čim več v številu prišli na svoj račun, mi pa, kot je že tudi bilo rečeno, bomo sigurno dali vse od sebe, pustili na igrišču in upam, da bo čim več zmag ostalo tukaj. Pa še zadnje vprašanje. Slišali smo, kakšna skupina je tukaj v Ljubljani, kdo prihaja vse sem. Kako naporno bo odigrati v bistvu 4 tekme na res najvišji možni ravni? Ja, kot sem že premenil, naporno mislim, da je skoraj vedno isto. No, lahko rečem, da ne glede na to, če igraš proti najboljšim, proti najslabšim, naporno ritem je enaka. Je pa sigurno, da je motivacija večja, glede na to, da bo najboljše reprezentance stali na drugi strani, kvaliteta odbojke je višje in kot sem prej omenil, mi bomo, ne glede na to, kdo bo na drugi strani, bomo dali svoj maksimum, probali odigrati našo najboljšo odbojko in še enkrat pripeljati čim več zmag, oziroma da ostanemo v Sloveniji.